Tudi z moje strani lep pozdrav vsem skupaj. Moram vedno se večkrat zadregi, zato ker piše dom prvi duhovni nagovor. In kada mi slišimo besedo duhovni, mislimo nekaj zelo pobožnega, tak čustvenega, da se človek zjoka, pa gre ganjem od srečanja. To je navadno tako duhovno. Zdaj, jaz sem pač nepopravljivi in pokvarjeni profesor filozofije, ki seveda ne more iz svoje kože. Ampak to ni nič narobe, kajti naslov predavanja, pa tej seriji predavanja je, ali smo res neumni, če verujemo. Vse veste, to se dostikrat sliši. Ko sem dejal naslov, sem najprej mislil reči, ali smo res nori, če verujemo. Ko sem pa rekel, beseda nori je preveč groba, bomo dali malo bolj blago. Ampak mi slišimo na račun vere in cerkve še marsikaj hujšega. Ta predavanja bodo malo bolj filozofska, pa malo bolj razumarska, če smem tako reči, ampak ravno zato, ker nočemo biti neumni, če verujemo. Se pravi, verovanje je umno, je razumno, ni razumarsko, je pa razumno. Vera ni razumska, je pa razumna. O tem bomo še veliko krat govorili. Ampak najprej bi danes začel z filozofijo. Namreč, kada slišimo besedo filozofija, si malo mislimo, a te pa je malo, ta je filozof, ta je malo prismukne. Ker če kdo kaj tako govori, da ga noben ne razume, potem rečemo, kaj pa ta filozofira. Beseda filozofija je prišla na zelo slab glas. Ampak seveda prvotno pa ni bilo tako. Filozofija je nastala iz ljubezni do modrosti. In to tudi beseda filozofija pomeni. Pomeni filozofija je filen, pomeni po grško ljubiti, Sofija je modrost, se pravi tisti, ki ljubi modrost. Pitagora, vsi poznate Pitagorov izrek, je bil en grški filozof, matematik, učenjak, se točno ne ve, kdaj je živel v 6. stoletju pred Kristusom, ampak on je tisti, ki je rekel, da ni sofos, da ni moder, ker modri so samo bogovi. On je pa samo tisti, ki ljubi modrost, to se pravi, ki si prizadeva biti moder, ampak moder še ni. In od njega prihaja ta beseda filozofos in potem filozofija, se pravi, to je tisti, ki ljubi modrost, ki si za njo prizadeva, čeprav ve, da je ne bo mogel nikoli do konca popiti. Se pravi, modrost je nekaj, kar je vedno pred nami. Mečkaj bom šel hitro zdaj na začetku, rad bi danes v tem premišljevanju, v tem predavanju, v tem razmišljanju obdelal malo filozofijo religije. Se pravi, kako z razumskega vidika obravnavamo sploh to dejstvo, da ljudje verujemo to, kar imenujemo religijo. Potem so prišli drugi filozofi za Pitagorom, ki so gojili to modrost in največji med njimi, ali pa med največjim je bil Platon, stari Platon, ki je prav tako razlikoval med pravim filozofom in pa sofisti. Sofisti njegovega časa so bili tisti, ki so učili ljudi, kako druge nafarbati. Se pravi propaganda, reklama, to, kar je danes, mediji že takratnega časa. Se pravi, to so bili sofisti, ki so učili ljudi, kako je treba ljudi pripeljati do neke odločitve, se pravi govorniško spretnost, ki se je ni šlo toliko za to, ali nekaj res ali ni res,
ampak zato, da bo to učinkovalo, da bodo to ljudje sprejeli, da bodo to ljudje kupili. Se pravi, pijarovstvo in vse zadeva, ki je danes moderna, ni čist nič moderna, je bila že v tistem času. In Platon je ravno zasnoval svojo filozofijo in za njim Aristotel, da bi se temu izognil, da bi ljudje ne nasedali sofistom ali pa filodoksom, se pravi doksa pomeni mnenje, tisti, ki ljubijo samo mnenje, ne pa resnico, ne pa modrost. Ampak da bi res ljudje bili pravi, modri ljudje. In če bi bili pravi, modri ljudje, pravi Platon, da bi morali državo voditi filozofi. Zdaj, Bog ne daj, ampak dobro. Platon je pač mislil, da bi pravi ljudje, ki bi bili pravi modreci, tisti bi bili edini sposobni voditi državo. Potem so nastopili še drugi teoretiki filozofije, ampak vedno je bilo šlo za to, da bi človek prišel do nekega globljega spoznanja, ki bi mu omogočilo tudi pametno, modro življenje. Se pravi, na začetku filozofija sploh ni bila neka vrsta znanost, ali pa to, kar danes marsikdo razume, ko sliši besedo filozof, za neke zakravžljanje možganov, kot rečemo navadno. Se pravi, neke čudne besede, obračanje nekih čudnih besed, ki jih noben ne razume. To ni bila filozofija na svojem začetku. Filozofija je nastala zato, da bi lahko ljudje razumeli, malo bolje razumeli svoje življenje in predvsem seveda, da bi vedeli, čemu živijo. O tem bomo še govorili. To je bil prvi namen filozofije. Potem se je pozneje filozofija malo spridila, postala je res malo bolj tako učenjaška, razumanska, ampak bom povedal zakaj. Seveda v začetku v grškem filozofije je v glavnem grška iznajdba. Sicer govorimo tudi o indijski filozofiji, o kitajski filozofiji, ampak med strokovnjaki je razprava, ali sploh smemo, moramo, recimo kitajsko miselnost, ali pa tiste njihove vere, ali pa indijske imenovati filozofija. Eni pravijo da, drugi ne, ampak dejansko je filozofija predvsem grška iznajdba. V začetku so ljudje pač skušali razumeti nekatere pojave v življenju in sicer razumeti razumsko. Z razumom, ne pa z raznimi zgodbami, ki jih je pripovedovala mitologija. In tako da se na začetku res, vse do novega veka, se filozofija meša z znanostjo. Niso ločevali znanosti v strogem pomenu besede od filozofije. Še na začetku novega veka, recimo še Leibniz, ki je živel leta 1700, 1600, 1700, je bil zadnji človek, ki je obvladal vso znanost svojega časa in bil hkrati filozof. Je bil vodilni matematik, izmislil pač iznašel infinitezimalni račun, bil je odličen zgodovinar, bil je astronom, skratka, obvladal je znanost svojega časa, bil diplomat, bil teolog, vse mogoče. Danes seveda to ni več možno. In včasih so se te stvari med seboj prepletale, danes seveda smo v času velike specializacije, ko se pravzaprav vse znanstvene panoge zelo cepijo, vedno bolj specificirajo, se pravi vedno bolj natanko, tako da tudi že v medicini sami veste, da imamo različne specialiste in da noben zdravnik ne obvlada vse medicinske znanosti, kaj šele, da bi obvladal vse znanosti. Skratka, ta velika specializacija, ki je seveda prinesla tak velik napredek, je tudi postavilo vprašanje, zdaj, kaj še poleg vse te znanosti, tega ogromnega znanja, ki ga imamo, ostane filozofiji in seveda s tem tudi malo drugače, tudi veri ali veliki.
Filozofija ima dva namena. Najprej, kot smo prej že rekel na začetku, razglabljanje o bistvu, smislu in zadnjih vzrokih vsega, kar je. Ne samo nekih določenih področij, zdravja, biologije, mineralov, kaj pa jaz vem, matematike ali kemije, pa zopet take mikrobiologije, zopet kemija drži na toliko raznih panog. Skratka, ne samo te specialna, posabična ali pa posebna znanja, ampak na koncu koncev vse skupaj. Čemu pa vse skupaj to je? Zato gre filozofiji za zadnje, za ono najvišje vedenje in seveda ne samo odkot se skupaj, ampak predvsem, to je pa tisto vprašanje, ki ga znanost ne zastavlja, ki ostaja zunaj, ki pa nas ljudi vedno vznemirja, ne samo zakaj, odkot, ampak tudi čemu, kakšen je namen vsega skupaj. Osnovno vprašanje, temeljno vprašanje, ki se zastavlja ljudem je, kako to, kot to je Leibnizovo vprašanje, kako to, da sploh kaj je in ne nič, odkot se skupaj in čemu se skupaj. Na to vprašanje pa seveda znanost ne odgovarja, ker pač je to vprašanje znanstveno, se ne da v znanstvenem jeziku formulirati. Se formulira v filozofskem jeziku in to je najgloblje vprašanje, ki pa je življenjsko vprašanje. To pa vpliva na naše življenje. A je planetov 10, ali jih je 15, ali jih je 100, ali je samo 2, to na koncu koncev mene ne skrbi preveč. Moče malo mojo radovednost, ampak na moje življenje to ne bo vplivalo. Če pa sem na svetu, krat v dan po neki neumnosti, čisto po naključju, ali pa sem na svetu zaradi neke ljubezni, ki me je priklicala v življenje in ki me kliče k temu, bo pa to zelo, zelo vplivalo na moje življenje. In to je tisto temeljno vprašanje, ki ostaja filozofsko vprašanje in ki je hkrati tudi religiozno vprašanje. Včasih so pač zelo veliko, tudi če smo se v šoli učili, ko sem še jaz pa učeval filozofijo, smo začeli vedno pri pač tistih grških filozofih. Eni so rekli, da je vse nastalo iz 4 elementov, drugi, da je vse nastalo iz vode, tretji, da je vse nastalo iz neke neskončnosti, tako da skratka. Ampak osnovno vprašanje ni bilo to. Filozofija je nastala iz neke duhovne potrebe. Zakaj? Grška, kot veste, grška religija je bila mitologija. To so bile razne pripovedi, se smo se šoli učili o Zeusu, o Ateni, o raznih bogovih, kako so ti bogovi pravzaprav živeli, pa ravnali zelo, zelo nemoralno. To so se pretepali, kradli, goljufali, pač to pripovedujejo razne mitološke zgodbe o teh raznih bogovih. In se je postavilo vprašanje najboljšim duhovom, da to pa že ne more biti res. Oziroma, ti bogovi niso mogli biti vzor za človekovo življenje. Grška mitologija ni mogla biti osnova za moralo ljudi. Kajti, če so bili navadno bogovi slabši kot ljudi, bolj pokvarjeni kot ljudi. To so bila grška božanstva. In seveda, kako bo zdaj se po takih božanstvih ravnal? Normalni človek je čudo, da tako ne gre naprej, pa tako ni mogoče. In tako je potem nastala filozofija. Se pravi, iskanje srečnega življenja, pravega življenja, resničnega življenja in nekateri moderni zgodovinarji filozofije pravijo,
da je filozofija bila neke vrste duhovne vaje. Se pravi, filozofi so svoje poslušalce, ta prvi filozofi grški, ne samo nekaj učili, neke teorije, ampak so jih tudi učili živeti. In velikokrat so nekateri grški filozofi živeli zelo posebno življenje. Malo čudaško bi lahko rekli včasih. Moče malo provokativno čudaško, namenoma čudaško, da so hoteli ljudem dopovedati, da pravzaprav to, kar oni živijo, je ena velika neumnost. Da treba malo drugače živeti. Mislim, malo bolj skromno, malo bolj resno. In zato so tudi včasih šli v take skrajnosti, kot razem Diogenes, znana zgodba, ki je živil v Sodu in podobno. Skratka, ljudje so iskali nekaj boljšega, kot je pa nudila grška mitologija, mitološka religioznost. Recimo, Platon je trdo, to ta velik filozof Platon, da pravzaprav grške mitologije ne smemo učiti otroke, ker bo pokvaril. Da se pri vzgoji, da se pač pri vzgoji boljše, da se o mitologiji ne govori. Filozofija je nastala iz neke potrebe priti do malo bolj resnega, malo bolj zahtevnega, malo bolj razumnega načina življenja, ki bo bolj v skladu s tem, kar človek je, predvsem pa, ki bo vodila k sreči. Stara grška filozofija je bila predvsem nauk, kako doživeti srečo v tem življenju. V tem življenju, posmrtnega življenja, niso Grki veliko poznali, niso ga sicer tajili, predvsem Platon in Aristotel, nekateri materialisti, ampak predvsem sreča v tem življenju. In to, seveda, različne teorije, od uživaštva pa do zelo, zelo poduhovljenih naukov. Platon, Aristotel, pa potem stoiki so bili, še danes imamo besedo stoiška drža. Kakšna je stoiška drža? Stoik je tistim, ki se samemu sebi ne smili, ki zna potrpeti, ki zna vzdržati, ki zna tudi prenašati razne težave in preizkušnje. To rečemo stoiška drža, da se pač ne joče nad seboj. To je stoik. Nimamo časa, da bi zdaj stoiško filozofijo razlagal, ampak stoiška filozofija je bila zelo pomembna za našo kulturo, mimogrede rečeno, naravni zakon, človekove pravice, to ima vse osnove v stoiški filozofiji. Tudi enakopravnost med ljudmi in mimogrede povedano, apostol Pavel je hodil v svojem rodnem Tarzu v stoiške šole. Kajti Tars je bil takrat zelo, zelo bogato mesto in tam so bili zelo imenitni stoiški filozofi, ki so učili, ne bom se tega učil, ker pač nimamo čas. Se pravi, filozofija je bila v začetku predvsem združevala tudi vedenje, znanost, tudi medicino, ampak vedno s tem namenom človeku pomagati do srečnega življenja, do nekega pametnega, razumnega, srečnega življenja sredi tega sveta, ker je polno vsemogočih preizkušenj. Še v 8. stoletju, 9. stoletju po Kristusu so nekateri krščanski misleci rekli, da je menih najboljši krščanski filozof. Danes bi se nam to malo smešno zdi, ne? Ampak kaj so hoteli s tem reči? Menih, ki je vzel evangelij za tako izključno, zelo popolno
življenjsko vodilo, ki se ga je držal dobesedno, mislim, ki je res pustil vse in šel v puščavo ali kakorkoli že, se pravi, je filozof zato, ker praktično živi tisto, kar teoretično uči, in to bi naj bila, to je bila takrat, to je bil ideal filozofa. Kaj pa danes ideal filozofa? Da je profesor filozofije na filozofski fakulteti na univerzi. In si potem zmišljuje vse mogoče teorije, take da navedne ne razume, ampak zelo malo ljudi in zato je filozof. Pravi, to je zelo, zelo velika razlika med tem, kaj je filozofija bila v začetku, ko je nastala, in to, kar je potem postala pozneje. Zdaj pa, zakaj je do tega prišlo? Zato pa je krivo, mogoče malo krivo krščanstvo. Krivo, podarekovaljem krivo. Kaj se je zgodilo? Ko so ljudje iskali duhovnost, so jo našli v evangeliju. In potem seveda v filozofiji ni več preostalo nič, ker je pač krščanska vera pravzaprav to potrebo po duhovnosti, ki jo je prej filozofija skušala malo zadovoljiti, je pač to potrebo po duhovnosti boljše, popolnejše, prevzela krščanska duhovnost in potem seveda se je filozofija vedno bolj zatekala samo v pojmovnost, se pravi v razumarstvo, v razno logiko, skratka v te bolj, lahko rekli, suhoparne vede, te praktične vede, etične vede, pa duhovnost pa to je pa prepuščala seveda krščanski duhovnosti, ki je stvari boljše stregla, kako pa filozofija sama. No, še nimo glede rečeno, tudi filozofija je vsem od začetka tudi vedno hotela ljudem pomagati, kako naj živijo v državi. To imajo Platon, Aristotel, vsi ti veliki filozofi v začetku imajo tudi svoje politične filozofije. Ampak dobro, nimo. No in potem pridemo sedaj na religijo. Filozofija razpravlja seveda o tistih največjih ali pa najpomembnejših stvareh, najbolj zadnjih vzrokih, ampak hkrati pa imamo tudi področne filozofije, ko sem rekel politična filozofija, filozofija politike, kako naj bo organizirana država. Potem imamo recimo filozofijo narave, imamo filozofijo znanosti, no imamo tudi filozofijo religije. Filozofija religije, ki pa razmišlja o tem, racionalno, kaj religija vera je. Ne samo, kaj religija sama v sebi pravi, ampak kaj vera je. In ta filozofija religije je bila, recimo, v 19. stoletju, v 20. stoletju zelo, zelo razvita. Pač, ker so ljudje veliko razmišljali, ker takrat se je že krhalo in ni bilo več samo po sebi umevno, da je religija utemeljena. Takrat so ravno potem nastale vse te ideologije, ki so pripeljale do tega, kar poznamo danes, da pač marsikdo, ko sliši Bog, religija, zamahne zelo. Te stvari so se začele pojavljati v 17. 18. stoletju. Ampak to je zelo zanimivo, malo bomo o tem govorili, kaj se je vse dogajalo, da smo prišli do stanja, v katerem smo danes. Mislim, da je zelo dobro, da človek razume svoj čas, da razume, kaj je pripeljalo našo kulturo, našo misel v to stanje, v katerem smo danes. In to niso naključne stvari in so zelo zanimive. Torej, kaj pomeni beseda religija? Ni jasno. Eni pravijo, da prihaja od besede religere, kar pomeni ponovno prebivati, drugi pravijo religare, povezati, ampak dobro, na koncu to ni tako važno. Vsekakor verstvo ali pa verovanje
je neka zelo temeljna človekova dejavnost. Običajno antropologi pravijo, da ima človek 4 ali 5 temeljnih dejavnosti. Najprej ekonomska dejavnost, s katero si pridobiva, kar potrebuje za telesno življenje. Hrano, pijačo, obleko. Potem je družinska ali pa seksualna dejavnost, s katero skrbi za svoje potomce, za nadaljevanje človeške vrste. Potem je znanost, ko človek skuša razumeti, kaj doživlja, razumeti, kaj se okoli njega dogaja. Potem je etika, je vprašanje, kaj moram, ne samo kaj je res, ampak tudi kaj je prav, kaj je dobro. Potem je estetika, iskanje lepega. Potem je rekreacija. Človek se pač sprošča, šport, rekreacija in na koncu tudi vernost, religioznost. To bi naj bile nekako 5 ali 6 temeljnih človekovih dejavnosti. Seveda bi moral, ko se rekel, o družinskem življenju iti potem še naprej, vse medčloveške odnose, ki so na tej osnovi vzpostavljeni od družine pa do države, danes celo do svetovne družine. Se pravi, medčloveški odnos. Se pravi, da religioznost sodi med konstitutivne, se pravi, med tiste razsežnosti človeškega življenja, ki nekako sodijo kot človeku. To ni neka, poljubna zadeva, lahko je ali pa ni. Tako kot sodi kot človeku, človek ima čut za to, da je nekaj lepo, človek ima čut in ne more enostavno brez tega, da se ne bi vprašal, a je to res ali ni res. Se pravi, iskanje resnice. To nam je prirojeno, to nam je položeno v našo naravo. Nam ni vseeno, je neka stvar lepa ali je grda, nam ni vseeno, je nekaj res ali ni res. Privlačijo nas drugi ljudje, ljubezen, potrebujemo hrano. Skratka, so nekatere dejavnosti, ki so tako temeljne za človeka, da malo kdo to res zlahka pogreša. Seveda, so nekateri, ki pogrešajo, nekateri ima čisto vseeno je lepo ali grdo. Ampak tudi te skrajne primere imamo, vendar pa normalno, lahko rečemo, v povprečju, pa so nekatere temeljne dejavnosti in med njimi je tudi religioznost, vernost. Se pravi, odnos do tistega zadnjega, najvišjega, to, kar mi imenujemo Bog, lahko drugače imenuje, ampak tisto zadnje, najvišje, kot je rekel stari filozof, pa niti ni tako star, Kant, 3 temeljna vprašanja ima vsak človek. Kaj moram vedeti, kaj moram delati, ravnati, kaj je prav, kaj je res, kaj je prav in kaj smem upati. To so 3 temeljna vprašanja, kaj smem upati, na to pa odgovarja religiozno, vera. Zakaj to poudarjam? Zato, ker je vernost pristna človekova potreba. Lahko včasih ta potreba pri nekam zakrni, tako kot recimo vedenje je pristna človekova potreba, znanje, vedenje, pa lahko pri nekom zakrni, enostavno pač nič ne misli, nič ne razmišlja, nima prebojenih možganov, lahko rečem. Pa to ne pomeni, da znanje, vedenje, potreba po znanju ni neka pristna človekova potreba. In ker je pristna to, kar je pristna človekova potreba, do tega ima človek pravico. Veste, kaj hočem reči, ne? Ko nam skozi povedujejo, da je vera en hobi,
ki ga pač nekateri imajo, ampak drugi pa nič ne vega. In pač, ker ta hobi nekateri imajo, pa naj ga imajo, pa naj se ga privoščijo, če ga hočejo, ampak država pa nima nobene dolžnosti, da bi ljudem to omogočila. Ne, da bi silila bilo, ampak da bi omogočila. Tako kot omogoča znanje, kot omogoča vzgojo za lepoto, se pravi estetiko, umetnost, kot omogoča rekreativno dejavnost, šport, tako je država dolžna tudi ljudem zagotoviti možnost, po kateri bo dosegli, ali pa ne bo dosegli, ampak zagotoviti možnost, da tudi svojo, kot rečemo, to je krat izraz, verske potrebe, da svoje verske potrebe zadovoljijo, to sicer meni da všeč, da izraz ni všeč, ni lep, ampak je človeku neka potreba in to potrebo, do zadovoljitve te potrebe ima človek pravico. Zato je verska svoboda, izražanje vere, ena izmed temeljnih človekovih pravic. Nekateri pravijo, da je to lakmusov papir, se veste kaj lakmusov papir, iz kemije. Tisto, kar pokaže navzočnost nečesa. Lakmusov papir spoštovanja človekovih pravic v neki družbi. Naprej pa ne bom komentiral, kako je. Se pravi, to je religioznost. In religioznost je zelo kompleksen pojav. Religioznost ni samo misel. Religioznost ima, se pravi, miselno komponento, miselni sestavni del, praktični, čustveni in občestveni. To se pravi, vsaka religija ima, pa ne bo še tako preprosto, recimo kakšna poganska, ima eno majhno teologijo, ima neke trditve, neke nazor, neka spoznanja, lahko držijo, lahko ne držijo, ampak neka teorija je. Ker človek je razumsko bitje in si pač vedno ustvarja neke misli, ne more brez tega. Tudi najbolj preprosta ženica, ki hodi v cerkev, ima eno svojo teologijo. Mogoče ni najbolj, kako bi rekel, razvita, mogoče malo čudna, ampak jo ima. Bez tega ni mogoče. Potem praktično pomeni, kako se to v mojem življenju odraža, to pomeni bogoslužje, pomeni morala, življenjska navodila, ki iz tega sledi. Potem čustvena, to nam je pri srcu, in pa občestvena, religija ni nikoli individualni pojav. Ampak je vedno, je neko občestvo, je neka skupnost, ki veruje, oziroma ki religioznost goji. Zato rečemo, da je religija drža. To je moče najboljši izraz. To ni samo teorija, kaj pa ni drža. To je beseda, ki je mogoče pogosto, pač zelo povedko slišite. Drža pomeni imeti eno odnos do tega, celosten. Ne samo, da nekaj mislim, ampak hkrati kot isto mislim in tudi srce zaigra, sem čustveno na to navezan, ne samo, da mislim, ampak potem tudi me to vodi k takemu drugemu dejanju in na koncu me to povezuje z drugimi ljudmi, ki imajo enake vrednote, ki enako mislijo, ki enako verujejo in se med seboj spodbujajo. Religija ustvarja občestvo, ustvarja cerkev. Individualne religije ni. Če jaz imam pa svojo religijo. Taka svoja religija pač ne bo dolgo trajala. Vse to se obstaja, ampak normalno so pa vedno religije občestvene, se pravi, to je stvar nekega občestva, mi rečemo v krščanstvu cerkve ali pa kakršnekoli druge skupnosti. Zato rečemo, da je religija celostna drža. Se pravi, način, kako človek misli, govori, čuti, čustvuje, ravna in kako se vede do drugih. To je drža. Drža je lahko plašna, lahko je pogumna, lahko je
drže, to so način odnosa do nečesa. In religija je drža, ker zajema celega človeka. To ni samo teorija. Lahko se zgodi in dostikrat se dogaja, da imajo ljudje, mislijo pač, imajo več, jaz pa verjamem Boga, pa vse to sprejemam, vse to, ja, vero znam na pamet in tak naprej, ampak vse ostane pri tem, več pa nima. To ni religija, to je mogoče samo religiozna ideologija, to je mogoče samo, kot rečemo, en nazor, ampak to ni religija v pravem in polnem pomenu besede. Vera, če je prava, zajame celega človeka. Zato rečemo, da je to dobro. Čeprav moram reči, da dostikrat pač marsikdo, jaz se strinjam z krščanstvom, da Bog je, da je Jezus Kristus bil, zdaj je bil Božji sin, je bil, recimo, da je bil, ne, in tak naprej, skratka, to vse sprejemam, pač, ko so moje starši tudi tako sprejemali, in potem se s tem končal. To potem, to je samo teoretično, samo nazorsko, lahko rečemo, to je pač tako, kot verjamem, da se zemlja vrti okoli sonca, tako tudi verjamem, da Bog je, ampak če je moja trditev, da Bog je, ravno taka, kot to, da verjamem, da se zemlja vrti okoli sonca, potem to še ni religija. To je pač ena teorija, eno spoznanje, ena misel, ki drži, recimo, ne drži, ampak ne zajame celega človeka. Religija je drža. In potem seveda, ko znanstveniki raziskujejo religije, imajo velik problem, ker je toliko različnih religij. Če samo pomislimo od Daljnega vzhoda, se pravi po celem svetu, pa vse te, recimo, primitivne, kot rečemo, primitivne religije, se pravi ta še zelo arhaična ljudstva, potem kaj so verovali stari Inki, kaj so stari Indijanci in tako naprej, skratka, vse mogoče religije so bile, kaj je potem religija, to je problem. Zato imamo veliko teorij o religiji in bi lahko vse teorije o religiji razdelili, to bo šlo malo hitro, na dve področji, na dve tipa. Eni, ki pravijo, religija je tako komplicirano, da noben točno, mislim, vse religije skupaj, kaj imajo skupni imenovalec. In potem rečejo, pustimo to, ne bomo se več prepirali o tem, kaj je značilno za vse religije, dajmo se več vprašati, kakšno vlogo ima religija v življenju. In to se potem imenuje funkcionalistične teorije. Se pravi, kakšno vlogo imajo v življenju posameznika ali skupnost. Te funkcionalistične, kakšno funkcijo, kakšno vlogo. Te se pa zopet potem delijo na dve. Na redukcionistične, pa na neredukcionistične. Beseda redukcionizem vam najbrž ni jasna. Reducirati, se spomnite, pri matematiki smo se učili, kako reduciraš ulomke. Kaj se pravi reducirati? Se pravi izvesti iz nekega kompliciranega na bolj enostavno. To pomeni reducirati. Se pravi, redukcionistične so tiste teorije, ki pravijo tole. Ki pravijo, kaj pa pravijo? Znaš ne pravijo? Moje pravijo? Potrujene. Da ste mi tudi malo a zdaj kaj pravijo? Dobro. Se pravi, ki pravijo, da religija je samo nadomestek za nekaj. To pomeni redukcionistično. Se pravi, religija tak nič ni pristnega, nič izvirnega, ampak to je, kot pravimo v lepi slovenščini, erzac. Če nimate prave kave, pa pijete divko ali pa včasih cikovijo, kaj smo že včasih pili, Franka, pa ječmenovo kavo, ko ni bilo prave kave. Če nimaš nekaj pravega, potem pač poiščeš neko nadomestilo. Se pravi, religija ima neko nadomestno vlogo. Pa imate pa razne teorije, sociološke,
to je bil en Francoz, Durkheim, Marx, religijo so si izmislili zato, da bi družba dobro funkcionirala, da bi ljudje imeli strah pred Bogom in da bi obogali vladali. To recimo zelo grobo rečeno. Tako so mislili še do leta 1850. Še francoska revolucija, ki veste, da so pobijali duhovnike in škofe in vse kaj moglo, so potem uvedli civilno religijo, ker so rekli, brez religije ne bo šlo. Brez religije, neka religija mora biti, zato si bomo zmislili eno svojo, da bodo ljudje tako kot je treba. En Švicar, en Pierre Bell, 1780-90, je bil tisti, ki je prvi napisal, da bi pa mogoče pa lahko obstajala ena ateistična država. Prej so pa prepričani, da ateistična država ne more obstajati. Nam se danes to hecno zdi. Ampak tako so še pred 200-300 leti mislili. Se pravi, religija ni važno, ali je religija res, ali je res resnična, važno je, da ima svojo vlogo. Zato še danes ima si domisli pri nas. Vse religija bo, ampak dobro učinkuje, ne? Vse, če pa naj bo, ki dobro učinkuje. To je spomenje funkcionalizem za funkcioniranje družbe. Marx je imel sicer druge teorije, pa da ne bomo potem se zgubali čas. Potem imamo psihološke teorije, predvsem Freud, pa tudi Nietzsche. Religijo so se ljudje zmislili, zato da imajo neko tolažbo, to danes veliko slišimo. Ja, pač ljudje so si pač zmislili, ker to potrebujejo, ker so šibki, ker ne morejo gledati križem in težavam v oči, pa bo recimo neko upanje, neka tolažba, ljudem prav pride, se malo zasanjajo, malo nekaj lepega jim poveš kot pravljico, pa so tako bolj potolaženi. Takih imate še danes te teorije, to so razni psihologi to učili, to je že obrabljena fraza. Potem tretji tak je bil Kant, znani filozof, ki je rekel, religija je potrebna zato, da ima morala neki temelj. To je že malo bolj resno. Ker, kot veste, je Dostojevski napisal, tiste znane, če napisal, če ni Boga, ali pa če ne bi bilo Boga, bi bilo vse dovoljeno. To je Dostojevskemu, poznate Dostojevskega, velik ruski pisatelj, če ste brali njegov roman, Bratje Karamazove. Jaz sem ta stavek iskal po vseh Dostojevskega romanih, ga nisem našel. Pa sem spraševal ljudi, ki so veliko bolj poznali rusko književnost in Dostojevskega, kje se ta stavek nahaja. Ker je francoski filozof Jean-Paul Sartre rekel, da je pač Dostojevski to rekel, nekjer nismo tega našli. Do zdaj še ne. Kje to res Dostojevski pravi? Je pa res, da Dostojevski tako misli, samo takega stavka v romanu ni. Ampak misli pa tako in je seveda res. Če ni Boga, ali ima potem moralna obveznost svoj temelj? Zakaj bi pa jaz se moral držati, če mi pa v nekem trenutku to ne pride prav, če mi škodi? Tako dolgo, dokaj me to koristi, ja, ni problem. Ampak če pa moram stisniti zobe, da sem zvest tistemu, kar sem včeraj rekel, da je prav, zakaj pa bi? Kje je razlog za to? To vprašanje je resno. Se pravi, religija obstaja zaradi svojih psiholoških, družbenih, moralnih in drugih učinkov, ne pa zaradi same sebe. To pomeni redukcionizem, da ni nekaj prvobitnega, nekaj izvirnega, da ne spada med tiste temeljne dejavnosti človeka, ko sem jih jaz prej naštel, ampak je neke vrste nadomestek za nekaj manjkajočega, neke vrste nadomestek, nadomestilo, erzac. Divka namesto prave kave. Torej, religija bi naj bila
neke vrste mazilo za neke poškodbe, bodi si v družbenem življenju, ali pa v privatnem, osebnem življenju, ali za kakšne druge stvari. To pomeni redukcionizem in tega imamo danes polno. Da je pač religija zmišljotina, ki pa ima lahko včasih dobre učinke, zato ker pač ljudje včasih kakšno izmišljotino potrebujejo. Samo ena napaka je tukaj, v tej teoriji. Če hočete, da bo religija dobro učinkovala, potem mora biti resnična. Če ni resnična, ne more učinkovati. Se pravi, funkcioniranje religije predpostavlja, da ljudje verjamejo v njeno resničnost. Pač resničnost tistega, kar trdi. Se pravi, da s tem, ko razkrivamo kakšno vlogo, kakšne posledice v družbenem življenju, v osebnem življenju, ima verovanje, ali pa kakšne so posledice, če verovanja ni, to je res, so neke vloge, ampak to še vedno zastavlja vprašanje toliko bolj, ker ima vera take pomembne vloge, a je res ali ni res. Zmote ali pa iluzije, samo prevare, se sami sebe farbamo, po domače rečeno, ali pa je to, kar verujemo, razumno in utemeljeno. Vprašanje se še toliko bolj zaostri, če ugotovimo, da ima vera res pomembno vlogo v življenju. No, to so pa te neredukcionistične opredelitve, da pač te tujke so hude, ne? Ampak hočemo samo to reči, da mnoge teorije, ne več ljudi, pa priznava, da ima vera eno zelo temeljno in nepogrešljivo vlogo, to je vlogo osmišljanja življenja. Smisel življenja. To je pa odgovor na vprašanje, kot sem rekel, čemu živimo. Ne samo, kako življenjski procesi v človekovem telesu potekajo, kako se celice obnavljajo, kako možgani delujejo. To je vse fajn, to je fajn vedeti, ne? To znanost se pove, pa bo še več povedala. Ampak čemu na koncu vse skupaj? Ali kar tako tja dan, po nekem neumnem naključju, ali ima to kakšen globlji smisel? To je tisto temeljno vprašanje in to je tista temeljna vloga religije. Ostaja pa seveda še toliko bolj potem odprto vprašanje, ali je res ali ni res. Ali je to verovanje utemeljeno ali ni. No, to so potem naslednje so vsebinske teorije, ker čas beži, bom jaz to preskočil. Bom samo še za danes ostal pri dveh razmišljanjih, in sicer o naravni religiji oziroma o civilni religiji. To pa je za našo situacijo zelo pomembno. Zakaj? Mi smo v Evropi in temeljno dejstvo naše kulture je tako imenovana sekularizacija. Sekularizacija se je začela recimo z francosko revolucijo oziroma z 18. stoletjem, ki je leta 1789 pripeljalo do francoske revolucije in potem vse ostalo. To so začetki sekularizacije. Sekularizacija, ki pomeni, da vernost v javnem življenju nima več nobene vloge, ali pa naj bi ne imela vloge, vendar je treba vedeti, če to drži. Krščanska vernost nima nobene vloge.
Ravno v tem stoletju, v času racionalizma, razsvetljenstva, se pravi 1700, pravijo zgodovinarji, evropska zavest je prišla v krizo v letih 1680. Je tudi šla na zelo znamenito delo Kriza evropske zavesti, Pierre Hadot, napisal prevedeno v slovenščino. Takrat se je nekako, okrog leta 1680 se je Evropejcem v glavi nekaj zasukalo. Tako zelo banalno, grobo povedano, ampak to, da boste lažje razumeli. Takrat se je zgodil en miselni kulturni premik, ki ima za posledico to, kar danes imenujemo sekularizacijo. Ki se potem seveda razvilo. Ampak takrat, zdaj zgodovinarji nazaj raziskujejo, reče, takrat so se zgodile stvari. Pa so išle neke knjige, so išle neke teorije, vse pa nekako približno v istem času. Okoli leta 1680. Ki potem seveda se razvija skozi celo 17. stoletje, oziroma 18. stoletje in na koncu pripelje do francoske revolucije in potem do vseh revolucij 19. stoletja in 20. stoletja. Zakaj je šlo? Šlo je zato, da so Evropejci, predvsem Francozi so bili tukaj, ki so vodili to, rekli tole, kaj ko bi si mi zmislili eno naravno religijo? Ne več razodete religije, kot je krščanstvo, ampak naravno religijo. Kako naravna? Taka, da bo enostavno lahko vsak človek to sprejel, da bo to lahko razumel vsak človeški razum. Naravna religija, rečemo, naravna religija je, naša religija, krščanstvo, ni naravna religija, ampak je nadnaravna religija. Zapravi, mi si te naše vere nismo zmislili z nobeno filozofijo, ampak nam je bila sporočena, razodeta preko Svetega pisma, predvsem seveda preko učlovečenega razodetja, kar je Jezus Kristus. Bog sam je prišel k nam in nam nekaj prinesel. Prinesel nam je seveda samega sebe in seveda spoznanje samega sebe. To je naše razodetje. Naša vera ni zrasla na našem zelniku. Po domače rečeno, ne? Vere se nismo zmislili kot kristjani. To nam je bilo sporočeno in dostikrat smo to s težavo sprejemali, skušali razumeti, smo narobe razumeli in tako naprej. To je vsa zgodovina naše vere, pa da se skozi nekaj cufamo z Bogom, ali bi čisto to sprejeli, ali ne bi sprejeli, ali drži to, kar on pravi, ali skratka, imamo več ta problem. Zato, ker se pač nismo sami zmislili. Če bi si sami zmislili, bi si pa zmislili po svoji meri. Da bi nam pasalo, ne? Tak nam pa naša vera ne čist ne paša. Ker nas sili k nečemu, da gremo preko sami sebe. To je smisel, pač kaj hočemo reči, da je razodeta vera. Zdaj pa so ravno v 18. stoletju, so pa rekli, dajmo se mi rajše te razodetje vere, pa te cerkve, ki to hrani, pa to razlaga, dajmo si mi zmisliti mi eno tako pametno, razumno vero, pač to zdaj potem ni več vera, če je razumna, če si pač sam nekaj zmisliš, zgruntaš, ki bo potem vsakemu človeku zlahka razumljiva, vsi bodo to sprejeli, se ne bodo več kregali, ali ima ta prav, ali ima on prav, ne bo več krivovircev, ne bo več vseh teh problemov z pravovirnostjo, dajmo si mi zmisliti neko naravno vero. In tako je prišlo do te razumske vere, ali pa civilne vere, ki jo je predvideval Jean-Jacques Rousseau v 18. stoletju. To bi bila
razumska filozofska religija namesto vere in njenih verskih resnic, filozofija, namesto obredov in češčenje domovine, države, njenih zakonov. Dogme, ki se pravi krščanske resnice in pa krščansko obredje, to je pa praznoverje. In v 18. stoletju je išlo veliko knjig na temo praznoverja, ker takrat si niso upali ti filozofi direktno napasti krščanstva, ker so leple tiste, ni bilo take svobode kot danes mišljenja, so se pa skrili za praznoverje. So pa praznoverje očitali krščanski veri, zato da so lahko napadali. In mi bomo pa tako nepraznoverno, se pravi, čisto religijo, razumsko religijo, ki bo imela samo dve verski resnici. In sicer obstoj najvišjega bitja, se pravi, to, kar rečemo Boga, in pa nesmrtnost duše. In eden izmed velikih pobudnikov, pa zelo vplivnih mislecev tega časa je bil Nemec Lessing, ki je napisal drobno knjižico v 100 paragrafih Vzgoja človeškega rodu. In ki je rekel takole: v Stari zavezi, pač svetopismo Stare zaveze, je imelo nalogo, da ljudi nauči, da ni več bogov, ampak je samo en bog. To bi bila nekako vsebina Stare zaveze. Vsebina Nove zaveze je pa Jezusovo vstajenje, se pravi, da je duša neumrljiva. Ampak ljudje so, ko še niso bili dosti pametni, so morali to se naučiti. Je moral nekdo naučiti. In zato so jih takrat naučili preko Svetega pisma. Zdaj pa smo toliko pametni postali, da lahko Sveto pismo vržemo proč, kajte to, da Bog je in da je človeška duša neumrljiva, nesmrtna, to lahko mi spoznamo svojo pamet. Zato ne potrebujemo Svetega pisma. To je bila, zelo tako grobo povedano, Lessingovo izhodišče, ki je potem postalo, bi lahko rekli, popularno v vsej Evropi. Krščanstva ne potrebujemo, ker tisto, kar v krščanstvu kaj velja in tisto, kar potrebuje človek, potrebuje tudi država, to lahko mi ugotovimo svojo lastno pamet. In to je, človeštvo ne potrebuje razodetja, to se da razumsko utemeljiti. Razsvetljenstvo ni bilo ateistično, bilo je pa proti krščanstvu in proti crkvi. Ampak neko racionalno, neko razumsko religijo so pa hoteli postaviti na noge. In ko je francoska revolucija pobijala duhovnike in škofe in redovnice, vse pač tiste, ki so bili katoličani, so po drugi strani hoteli imeti eno državno vero. In ko je Robespierre, ki je bil eden izmed takojših revolucionarjev, nekaj mesecev predtem so tudi njega skrajšali za glavo, tako kot je on dal ne vem koliko ljudem odsekati glave, leta 1794, če se prav spomnim, je bila v francoski ustavodajni, oziroma takrat revolucionarni ustavodajni skupščini, se mi zdi bila ustavodajna, je bila že, konstituanta je bila, se pravi ustavodajna skupščina, in so sprejemali zakon, ki bi naj imel samo 2 člena, ali pa da francoski narod sprejema vero v obstoj najvišjega bitja in nesmrtnost duše. In je bila v parlamentu debata. In so nekateri revolucionarji so pa bliže malo bolj napredni in so rekli, to ni, kaj ćemo misli o civilne religije, treba pomesti. In je potem Robespierre na tak zelo znameniti govor rekel, vera v, tako nekako rekel,
Kdaj ste še vi videli, da bi lahko obstajala država brez vere v Boga in nesmrtnost duše? Človek, ki bi si kaj takega upal zamisliti in izpeljati, bi bil v naših očeh čudežni genij. In zato je vera v najvišje bitje in nesmrtnost duše revolucionarna, nacionalnem interesu in zato je treba to sprejeti, ta zakon. Pa so pa tem res sprejeli, samo ni bilo potrajeno. No, potem nekaj mesecev potem sem se pa tudi Robespierre napadal v nemilost in so ga dali pod giljotino. Tega mi danes ne vemo, mislimo, da so to... Takrat so dejansko začeli razmišljati o tem, da bi namesto krščanstva postavili neko čisto razumarsko vero, zato da bi pač to funkcijo vere v življenju države, družbe in ljudi nekaj ohranilo, vendar pa da bi lahko krščanstvo in cerkev, ker krščanstvo vzdržuje pri življenju, vrgli med staro šalo. In tako je nastalo prostozidarstvo. Te sile so se organizirale in te sile so še danes dejavne. Svetovne elite so prostozidarske in tukaj je razlog, zakaj Evropa ne priznava krščanskih korenin, ko je šlo za ustavo Evrope. To je zgodba, ki ima svojo zelo konkretno zgodovino, svojo idejno zgodovino, svojo filozofsko zgodovino, se da dokumentirati in to je še danes navzoče in to je razlog, zakaj je Evropa edina celina, kjer je doma sekularizacija. Ko so evropski, pa tudi ameriški sociologi, tam okrog leta 60, v prejšnjem stoletju, odkrili, začeli pisati o sekularizaciji, so trdili, da je to svetovni pojav, da bodo vse vere šle, pa da bodo vse celine, vse države, vsi narodi na svetu šli po tej poti. Da bo pač vernost vedno bolj izrinjena na rob, da se več na to ne bo nihče menil, da bo pač lahko nekdo veren, če bo hotel biti v svojem zasebnem življenju, ampak to ne bo nikogar brigalo. To je bilo napoved leta 1960. To so bili znani sociologi, Harvey Cox, Robinson je bil, no in med njim je bil tudi en Peter Berger, doma z Dunaja, ki je potem emigriral v Ameriko in je potem postal Peter Berger, in ki je pred nekaj leti, že star gospod zdaj, napisal en članek, ki je rekel, sem se zmotil. Sekularizacija ni svetovni pojav. Sekularizacija je samo evropski pojav in pojav svetovnih elit. Druge države pa druge celine pa sekularizacije ne poznajo. In dejansko islam ne pozna sekularizacije, ki pa ono sploh na šeriatsko pravo je vse skupaj. V drugih religijah to sploh ni navzoče. Indija ne, tudi Japonska ne, kitajska vprašanje, kako je pa ne boš tudi ne, Južna Amerika gotovo ne. Se pravi, to je tipično evropski pojav, ki pa ima svoj konkretni izvor v razsvetljenstvu 18. stoletja. Seveda, to so ideje se ne razširijo čez noč. To vedno potrebujete desetletja menjava generacij, ampak ideje so šle v kulturo, so šle v učbenike, so jih prevzele razne politične sile za svojo ideologijo in so tudi določene organizacije, ki za njihovo propagiranje skrbijo in ki se imenujejo framasonerija ali prostozidarstvo.
ampak to je razsvetljenstvo. Torej, naše sedanje stanje, v katerem smo, ima torej to ozadje. In to moramo poznati. To ne gre zdaj, da bi neke teorije o zaroti ali čemorkoli razvijali tukaj, ampak jaz mislim, da človek mora vedeti in mora razumeti tudi ne samo tisto, kar je vidno kot kulisa, ampak tudi tisto, kar je za kulisom in kar je v ozadju. Strici iz ozadja treba vedeti. Tudi tukaj so strici iz ozadja. Vedno so kakšni strici iz ozadja. Se pravi, vedno je to, kar se opazi, ima neko ozadje, ima neke daljne povode in daljne korenine, ki jih je treba pač jim se jih treba zavedati. Torej, naša vera, krščanska vera, je razodeta vera. Se pravi, razodetje je, lahko rečemo, odločilna značilnost tistega, po čemer se krščanska vera razlikuje od drugih naravnih religij. Naravne religije ali pa razumske religije po eni strani dokazujejo, da človek ne more tako enostavno pogrešati vere. To so velikokrat nadomestila za manjkajočo razodeto vero. Je pa tudi res, da nadomestilo navadno dolgo ne traja. In tele vere, ali pa ta naravna vera, ki so jo v 18. stoletju mislili vzpostaviti, ta naravna vera ni dolgo živela. Kmalu je prišel čisto odkriti ateizem. Se pravi, nadomestilo, se veste, nadomestek nikoli ne traja dolgo. Tisto, kar je rečemo, kar je ta pravo, tisto traja. Tisto, kar je pa ponaredek, je pa seveda začasna rešitev in tako je tudi ta filozofska religija, ki so jo hoteli postaviti na noge, ali pa civilna religija, ki so hoteli postaviti na noge v 18. stoletju, že sredi 19. stoletja, 1850, v to ni nišče več verjel. Feuerbach, Marx so bili pa odkriti ateisti. To je bilo kratke sape. In dejansko vprašanje je, naše vprašanje ni, ali neka filozofska religija, ali razodeta, ampak ali razodeta, ali pa sploh religija ne bo. Se pravi, zato je to pa ne pomeni, ravno sprotno to zahteva od nas, da toliko bolj poglobimo razumnost krščanstva. Krščanstvo ni razumsko, v tem smislu, da si ga mi zmislili, je pa razumno. Razumsko pa razumno. Razumsko bi bilo, razumska pa ta naravna religija. Pač zgolj mi si bomo sami nekaj zmislili. Se pravi, zmislili. Sami nekaj skupaj spravili, sami nekaj dognali. Res slabega prizvoka. Krščanstvo nismo si mi zmislili, ampak je pa razumno, tako da tudi človekova upravičena želja in potreba po pametnosti, po razumnosti ostane v krščanstvu upoštevana, čeprav sama vera presega to, kar bi lahko človek sam dognal in pogruntal o Bogu. Je lepša kot pa tisto, kar se lahko sami zamislimo o Bogu. Toliko za danes, hvala lepa.